Ko je Jezus končal naročila svojim 12 učencem, je šel od tam naprej učiti in oznanjati po njihovih mestih. Janez pa je v ječi slišal o Mesijevih delih in mu je po svojih učencih, ki jih je poslal k njemu, rekel: Ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega? Jezus jim je odgovoril in dejal: Pojdite in sporočite Janezu, kar slišite in vidite. Slepi spregledujejo, hromi hodijo, gobavi so očiščeni, gluhi slišijo, mrtvi so obujeni, ubogim se oznanja evangelij. In blagor tistemu, ki se ne spotakne nad menoj. Ko so ti odšli, je Jezus začel množicam govoriti o Janezu. Kaj ste šli gledat v puščavo? Trst, ki ga veter maje. Kaj vendar ste šli gledat? Človeka v mehko oblečenega. Glejte, tisti, ki se v mehko oblačijo, živijo v kraljevskih hišah. Kaj torej ste šli gledat? Preroka? Da, povem vam, več kot preroka. Ta je tisti, o katerem je pisano: Glej, jaz pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot pred teboj. Resnično povem vam, med rojenimi od žena ni bil obujen večji od Janeza Krstnika, vendar je najmanjši v nebeškem kraljestvu večji od njega. Od dni Janeza Krstnika do zdaj si nebeško kraljestvo silo utira pot in močni ga osvajajo. Vsi preroki in postava so prerokovali do Janeza. On pa je, če hočete to sprejeti, Elija, ki mora priti. Kdor ima ušesa, naj posluša. S kom naj primerjam ta rod? Podoben je otrokom, ki sedijo po trgih in kličejo drugim: Piskali smo vam, pa niste plesali. Peli smo žalostinko, pa se niste tolkli po prsih. Prišel je namreč Janez, ki ni jedel in ne pil, pa pravijo: demona ima. Prišel je sin človekov, ki je in pije, pa pravijo: glej, požrešnež je in pijanec, prijatelj cestninarjev in grešnikov. In modrost je bila opravičena po svojih delih. Tedaj je začel grajati mesta, v katerih se je zgodilo največ njegovih mogočnih del, ker se niso spreobrnila. Gorjeti Horazin, gorjeti Betsajda. Če bi se v Tiru in Sidonu zgodila mogočna dela, ki so se zgodila v vaju, bi se že zdavnaj spokorila v raševini in pepelu. Toda povem vama, Tiru in Sidonu bo na sodni dan laže kakor vama. In ti, Kafarnaum, se boš mar do neba povzdignil, do podzemlja se boš pogreznil. Če bi se v Sodomi zgodila mogočna dela, ki so se zgodila v tebi, bi še danes stala. Toda povem vam, sodomski deželi bo na sodni dan laže kakor tebi. Tedaj je Jezus spregovoril in rekel: Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa otročičem. Da, Oče, kajti tako ti je bilo všeč. Vse mi je izročil moj Oče, in nihče ne pozna sina razen očeta, in nihče ne pozna očeta razen sina in tistega, komur hoče sin razodeti. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižan, in našli boste počitek svojim dušam.
kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko.